slišali gospoda Andreja Lovšina, nekdanjega direktorja obveščevalno-varnostne službe v zaprtih prostorih. To, kar velja povedati, je, da seveda na večino vprašanj bodi si ni odgovoril, ni hotel odgovoriti ali pa je odklonil odgovor. Sam sem gospoda Lovšina v skladu s postopkom obvestil, da seveda ima pravico odkloniti odgovor na posamezno vprašanje, če je verjetno, da bi s tem spravil sebe ali svojega bližnjega sorodnika v hudo sramoto, znatno materialno škodo ali kazenski pregon. Gospoda Lovšina smo seveda spraševali predvsem o dogodkih v obdobju 91-93. Njegova temeljna trditev je bila, da je vse bilo zakonito. Zato je komisija na koncu zaslišanja sprejela proceduralni sklep, da predlagamo vladi Republike Slovenije, da umakne stopnjo tajnosti z dokumentov, ki so bili osnova za poročilo v trgovini z orožjem 91-93, ki sta ga pripravila dva pooblaščenca komisije. Verjamem, da bo vlada Republike Slovenije, ki jo vodi Janez Ivan Janša, ki je se podrobno seznanjen s temi zadevami, konec koncev o tem sam tudi poročal, kot bivši minister, vodila takšnemu proceduralnemu sklepu in bomo potem lahko poročilo v celoti vključili v poročilo komisije in bo lahko slovenska javnost o teh poslih izvedela vse, kar bi že dolgo tega morala vedeti. Povedati še moram to, da potem, ko smo zaradi poznanih proceduralnih zapletov na začetku sejo začeli z zamudo in seveda tudi gospod Lovšin v določeni meri bil nevoljen, vendar ostal z nami, da se gospod Anton Tone Krkovič poslovil, da se ni odzval na začetek zaslišanja ob 13. uri in da ga seveda nismo zaslišali. Zato je komisija sklenila, da bomo gospoda Krkoviča in tudi gospoda Cimermana, ki se je danes zjutraj 7:24 opravičil, zaslišali na drugem nadaljevanju 8. seje, ki bo potekala nekje v naslednjem tednu v jutranjih urah pred sejo Državnega zbora.